Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate predavanje o zbirki slik grofov Atems v Slovenski Bistrici. Tovarna olja Gea praznuje 120. obletnico delovanja. 40 let teniškega kluba Slovenska Bistrica. Nogometaši Bistrice premagali Brinje Grosuplje. Pred mednarodnim atletskim mitingom Slovenska Bistrica 2024. V viteški dvorani Bistriškega gradu je pretekli četrtek potekalo predavanje o zbirki slik grofov Atems v Slovenski Bistrici. Doktorica Renata Komič-Marn iz Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta je predstavila usodo zbirke slik, ki jo je dr. Ferdinand Atems do leta 1945 hranil v svojem gradu v Slovenski Bistrici. Raziskave kažejo, da je do leta 1947 od vseh slik in del na papirju, ki so jih popisali februarja 1946 tu v gradu Slovenska Bistrica, v skladišča FZC v Ljubljani dejansko prispela samo dobra polovica. In ta ugotovitev je zastavila vprašanja o identiteti teh danes pogrešanih umetnin in njihovi usodi. In te odgovore iščem med drugim tudi zaradi tega, ker obstaja dolgoletno, a nikoli preverjeno mnenje, da je Ferdinand III. Grof Atems oziroma Ferdinand zadnji zasebni lastnik gradu Slovenska Bistrica in zadnji dedič Atemsovega fideikomisa prenesel številne dragocene slike, ki so bile del znamenite zbirke grofov Atems v Gradcu, iz Gradca v grad Slovenska Bistrica med drugo svetovno vojno, da bi jih zavaroval pred letalskimi napadi. No, v današnjem predavanju bom predstavila predvsem kontekst zaplembe opreme in zbirk v gradu, starejšo provenienco in poznejšo usodo nekaterih od slik, ki jih hranimo v slovenskih javnih zbirkah. In nekaj bom pa povedala tudi o tem prenosu iz Gradca v Slovensko Bistrico. No, na to zbirko, na vse zbirke grofov Atems so nedvomno močno vplivale razmere pred, med in po drugi svetovni vojni. To, kaj se je z njimi zgodilo, je v bistvu del širše potrebe po raziskovanju nacionalizirane umetnostne dediščine, ki jo hranijo slovenske javne ustanove. In na to potrebo se že desetletja opozarja. Pomanjkanje raziskav o večini teh umetnin je deloma posledica nezadostnega poznavanja, namreč večina teh nacionaliziranih slik, ne samo tistih, ki so bile tu zaplenjene in odpeljane, temveč vseh, danes leži v depojih in so ostale pač brez identitete. Deloma pa je to pomanjkanje posledica občutljivosti teme in to je tema, ki so se ji recimo večina umetnostnih zgodovinarjev do nedavnega še pravzaprav izogibala. Tovarna olja Gea letos praznuje 120. obletnico delovanja. Ob častitljivi obletnici so v torek v prostorih podjetja pripravili srečanje za novinarje. Zbrane so uvodoma nagovorili direktor Gee, dr. Igor Hustič, direktor komerciale magister Dejan Mijošek, direktorica Golice Vida Motaln in tehnična direktorica Gee Saša Hren. Direktor podjetja Igor Hustič je med drugim predstavil njihovo poslovanje. V zelo težki situaciji smo se pravzaprav znašli v letu 2023 zaradi posledic ukrajinske krize in pa zaradi posledic izvoznega embarga na surovo olje iz Republike Srbije. Srečevali smo se s tako imenovano višjo silo, čeprav ni bilo deklarirano takrat tudi objavljena, ampak dobro, za nas je to pomenilo ene vrste višjo silo, tako da smo lani imeli precejšnje težave pri poslovanju v primerjavi seveda s preteklimi leti in pa za letošnjim letom, kjer je poslovanje že normalno. Ampak to smo pravzaprav že vedeli v začetku leta, ker so se razmere že nakazovale v začetku leta in smo tudi vedeli, kaj se bo dogajalo. Sicer pa zdaj, kot veste ali pa ste mogoče pogledali, je za nami 16 let relativno uspešnega poslovanja.
razen seveda izjemoma lanskega leta, ki je pa manj ali več povezano z dejavniki višje sile. No. Mi v Republiki Sloveniji še zmeraj pokrivamo potrebe, nekje pokrivamo, zdaj če izvzamemo retail oziroma trgovce, pri trgovcih imamo nekje tržni delež tam med 17 in 20%, ampak dobro, to so zdaj, ti procenti se spreminjajo. Glede na to, da ocenjujemo porabo olja na nacionalni ravni in da mi tudi prodajamo olje v sektor, kot je Horeca, se pravi hoteli, restauracije, catering, in pa da smo pred 7-8 leti spremenili poslovni model in zadovoljujemo tudi vse potrebe živilske industrije po maščobah. Moram reči, če bi zdaj vse skupaj nekako zajeli kot porabo jedilnega olja v Republiki Sloveniji v vseh teh segmentih, nekje ocenjujemo, tega točnega podatka seveda nimamo in ne moremo vehementno stati za njim, ampak ocenjujemo, da nekje zadovoljujemo slabih 50% potreb celotnega trga, se pravi v vseh segmentih. Ne. Več o tem, kako zagotavljajo kakovost svojih izdelkov, je povedala tehnična direktorica podjetja GEA Saša Hren. Se pravi, zagotavljanje kakovosti in varnosti izdelkov oziroma olja, se pravi, je večplastni proces. To pomeni, se pravi, da pri nam zagotavljamo kakovost in varnost izdelkov z upoštevanjem ustrezne zakonodaje in standardov. Potem se pravi z rednim analiziranjem in preizkušanjem izdelkov in ugotavljanje se pravi skladnosti z zahtevanimi specifikacijami in zakonodajo, tako da se pač preveri, da so izdelki kakovostni in pa varni. Pomembno vlogo tudi se pravi igra sledljivost izdelkov, kar nam dejansko se pravi pač omogoča hitro reagiranje v primerih izrednih dogodkov. Potem tudi se pravi, mi redno zbiramo povratne informacije s strani naših potrošnikov v uporabi naših olj in to dejansko se pravi nam je osnova za nenehne izboljšave. Pomembno vlogo pa igrajo seveda tudi zaposleni, tako da izvajamo redno usposabljanje zaposlenih o varnosti in kakovosti izdelkov, ker so dejansko se pravi ključnega pomena. In ta celovit pristop dejansko se pravi nam zagotavlja, da so izdelki kakovostni in pa varni za uporabo in pa da tudi se pravi naši potrošniki zaupajo. Novinarji so si v nadaljevanju srečanja ogledali tudi proces dela v proizvodnji olj in postopke testiranja vzorcev v laboratoriju. Tenis klub iz Slovenske Bistrice v soboto 11. maja slavnostno akademijo obeležil 40 let delovanja kluba, ki trenutno šteje 300 članov in članic. Njegovi začetki z uradno registracijo segajo v leto 1984, natančneje 7. maja tega olimpijskega leta. Vse skupaj se je začelo v Bistriškem gradu, kjer so športni zanesenjaki uredili 3 peščena igrišča in to leta 1984. Klub je pričel rasti in število članov je raslo iz leta v leto. Dograjevala se je tudi infrastruktura. V športnem parku je leta 1990 zraslo 6 novih peščenih igrišč. V 40-letni zgodovini so največ prostega časa klubu namenili predsedniki, ki jih je bilo 6. Prvi predsednik še takratne odbojkarske sekcije je bil Franc Bukovec, to je bilo leta 1982 do 1984. Slavko Jemenšek je bil predsednik 16 let, od leta 1984 do leta 2000. Za njim je predsedniško nalogo prevzel Slavko Jurak. Mirko Cvahte je bil prvi mož kluba 2 leti in to od leta 2004 do leta 2006. Vse do leta 2023 pa je dolgi 17 let klub vodil kot predsednik Jože Javornik. Od leta 2023 naprej pa klub vodi Boris Čelan. In kako je Slavko Jurak, torej predsednik kluba, tudi podoživljal rast kluba? Ves čas smo pravzaprav poskušali večati članstvo. Mislim, da nam je nekako uspelo tudi v tem mojem obdobju, drugače pa nikdar nisem delal sam. Vedno smo uspeli sestaviti ekipo, ki je imela rada tenis in skratka, skrbeli smo za urejenost igrišč, za urejenost objektov in za pridobivanje novih članov.
Odigrali pa ste verjetno tudi veliko teniških dvobojev. S kom ste v klubu najraje igrate, s kom ste imeli tiste najlepše dvoboje, tako zabavne kot tudi tekmovalne? Dobro, zanimivo vprašanje. V klubu nas je bilo nekaj mojih let, ampak skoraj najbolj smo se zapisali temu tenisu iz moje generacije, Franc Bradan in jaz. In na medsebojne tekme so bile že skoraj značilne za tekmovanja v klubu. Sicer pa smo se udeleževala, mi dva pa tudi ostali, raznih tekmovanj v okviru Slovenije. Celo smo enkrat privošla, da smo šla igrati na svetovno prvenstvo za reprezentanco Slovenije v skupini nad 60 in nad 70 let. Klub pa v zadnjem letu skupaj s sodelavci vodi Boris Čelan, ki si želi v prihodnje stvari še nadgraditi. Nikoli se pot ne konča, treba je vse to obnavljati, kar obnavljamo je sprotno. Imamo pa tudi idejo za posodobitev razsvetljave, ki je dotrajana, mogoče malo tudi ne več tako učinkovita. Radi bi posodobili oziroma obnovili sanitarije in klubske prostore. Najbolj pa bi nas veselilo, če bi lahko dobili novo teniško dvorano. Ta dvorana je že res dotrajana, tudi včasih neprimerna za igro, tako da če bi se nam to nekoč uresničila tale želja, bi bilo pa idealno. Svojo uspešno tekmovalno pot pa je v Slovenjebistriškem klubu pri 7 letih začel Anže Kapun, in to leta 1992. Res je, da sem začel v Bistrici, ampak sem kasneje pot nadaljeval na železničarskem teniškem klubu v Mariboru, ker sem v bistvu od 10. 11. leta naprej treniral kot igralec ŽTK Maribora, ampak vedno ostajam s srcem pri Bistriškem teniškem klubu. Na katere rezultate si najbolj ponosen po športni karieri tenisa? Dejansko sem bil državni prvak v vseh kategorijah, od 14. leta naprej in tudi v članski kategoriji, mislim, da 2, celo 3-krat članski državni prvak. Za tekmovalne turnirje skrbi Gregor Rak, ki najraje sodeluje na tekmah, ker igrajo tiste najmlajše kategorije. Vsem nam, ki smo člani upravnega odbora, nam je največje poslanstvo, da spodbujamo igranje tenisa pri otrocih. Vsi vemo, da nekateri otroci nimajo enake možnosti, predvsem igranje tenisa, vemo, da prihajajo iz različnih socialnih okoljih, zato je klub prvenstveno omogoča brezplačne tečaje za tenis, da te otroke čim prej naučimo igrati tenis, jih navdušujemo in da potem računamo, da v kasnejših letih se bojo vrnili k nam kot člani kluba in da bojo igrali tenis še naprej. Pomemben pečat klubu dajejo tudi članice, ki po koncu dvoboja vedno ob druženju analizirajo svojo teniško igro. V tenisu pa predvsem uživajo. Tenis lahko igramo vse generacije, nikoli ni prepozno, tudi če smo starejši, lahko igramo tenis in se naučimo tenisa. Super igra je, vedno je zanimivo. Ste ponosni na zgodovino kluba? Sem, vseeno to kaže neko tradicijo in še kaže, da bo v nadaljevanju tudi tako. Slovesnost, na kateri je navzoče nagovoril tudi župan dr. Ivan Žagar, so organizatorji popestrili tudi s harmonikarko Nino Korošec in plesno točko Žanet Novačan, ki je odplesala s plesalcem plesne šole Plohl. Oba nastopa pa sta imela tudi solidarnostni pridih domačega kluba. Po uradnem delu dogodka pa je sledil še otvoritveni teniški turnir dvojic. V predzadnjem krogu druge slovenske lige sta se v Bistriškem športnem parku pred 600 gledalci pomerili ekipi KTM in Pol Bistrice in Brinje iz Grosuplja. To je bil tudi obračun 4. in 7. uvrščene ekipe poteka prvenstva. V tokratnem obračunu so bili 7. uvrščeni Bistričani boljši, ki so zmagali 4-1. S to visoko zmago pa so se tudi zahvalili zvesti navijačem, ki jih v velikem številu spremljajo že drugo sezono med drugoligaši. Ja, zadovoljen za sezono. Odšlo je dosti igralcev, prišlo je dosti novih igralcev, tako da kemija je ostala, ampak nadaljujemo in upamo, da v naslednje leto še boljše. Dolenjci so bili pred tekmo še vedno v igri za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za prvo ligo. Teh pa po visokem porazu v Slovenski Bistrici ne bodo videli. Nažalost se ni šlo, danes je bila Bistrica enostavno boljša. Sicer smo imeli svoje priložnosti, pa lahko bi dosegli kar nekaj zadetkov, ampak nam enostavno v napadu ni šlo in v drugem polčasu smo enostavno začeli preveč puščati prostora v obrambi, nismo bili disciplinirani dovolj in Bistrica je začela prihajati do priložnosti za priložnostjo in na koncu tudi zasluženo zmagali.
Trener Goran Stanković je domače proti svojemu nekdanjemu klubu popeljal do visoke zmage. Dolenjci so bili vse do 18. minute aktivnejši v igri in si ustvarili kar nekaj priložnosti, ki pa jih niso izkoristili. Na veselje domačih navijačev pa je svojo vztrajnost potrdil domači napadalec Kuliš, ki je dosegel svoj 8. prvenstveni gol. Drago mi je što sam s golom pomogao otvoriti utakmicu u najboljem mogućem načinu i bilo je teško, Brin je dobra ekipa i jako su kompletni, tako da je taj prvi gol nas je podigao i nastavili smo u jakom ritmu, nismo se prodavali i to je to. Po vodstvu Bistričanov so gostje ponovno stavili vse v napad. Za izenačenje v 26. minuti poskrbel Matevž Matko. Bistričani so udarili ponovno v 37. minuti, ko so po hitrem protinapadu dobili tudi 11-metrovko, prekršek nad Pesjakom. Z 11 metrov je za 2-1 zadel kapetan Jaša Martinčič in dosegel svoj že 11. prvenstveni gol. Gostje so bili v drugem delu vse do 60. minute v igri za izenačenje. Nato pa sta svojo mojstrstvo dokazala rezervistva domačih Brin Horvat, ki je odlično razigraval domače napadalce, in napadalec Azer Kozić, ki je že po vstopu v igro zapretil vratarju gostov. Tega pa je premagal v 75. minuti in povišal na 3-1. Četrti zadetek domačih pa je bilo delo Olamide Ibrahima, ki je tako potrdil visoko zmago svoje ekipe. Bistričani so se s 7. mestom, ki so ga potrdili že krog pred koncem, uspešno zaključili drugoligaško sezono. Kljub velikim spremembam in dogodkom, ki so se odvili med samim prvenstvom, pa je lahko trener Goran Stanković zadovoljen svojim in delom strokovnega štaba bistriškega drugoligaša. Jaz sem res ponosen na fante, na klub, na tudi strokovni štab. Res je bila turbulentna sezona, oziroma kar se tiče teh stvari, menjava trenerjev oziroma tudi dosti igralcev je šlo. Ni ista ekipa na zimo sestavljena oziroma so neki igralci prišli. Tako da, če se potegne pa črta, pa jaz mislim, da je zelo uspešna, ker zagotovljen je obstanek in mislim, da je cilj kluba dosežen. Tako da zdaj pa treba razmišljati za naprej oziroma sestaviti neke cilje za naslednjo sezono. Številni gledalci so pred tekmo pozdravili tudi do včeraj še kapetana domače zasedbe Lana Vidmara, ki je v zahvalo za svoje igre prejel tudi dres svojega bivšega kluba. Neka posebnost je ta dres, res je, da ga bom obesil na steno doma v dnevno sobo, da ga bom s ponosom vsak dan tudi pogledal. Sedaj nosi dres vijoličaste barve, v katerem je vse do neprijetne poškodbe kolena, ki je sedaj že preteklost, nizal dobre prvoligaške predstave. Včeraj sem dobil od zdravnika klubskega zeleno luč, tako da, ampak zdaj nočemo te 2 koli nič tvegati z klubom in se bom normalno priključil ekipi začetku pripravljalne sezone. Kaj je potrebovalo temu, da si se tako odlično ujel tole šampionsko mariborsko zasedbo? Pa lahko bi rekel tudi, da so me igralci izredno lepo sprejeli, pomagali so mi od prvega dne že in seveda, ko igra za taki klub, ko že ga od malega navija za njega, nič ni težko, kako bi rekel, ni težko pustiti te dodatnih 101% na igrišču, tako da jaz samo uživam. V športnem parku v Slovenski Bistrici bo v soboto potekal že 24. mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica 2024, ki ga organizira Atletsko društvo Slovenska Bistrica. V okviru tradicionalnega tekmovanja bodo izvedli tudi 22. stepišnikov memorial v metu kladiva in 4. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Organizatorji so prireditev podrobneje predstavili na sredini novinarski konferenci, na kateri so sodelovali predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Ladislav Mesarič, direktor mitinga Boštjan Friedrich ter predstavnika družin Stepišnik in Štimec, Polonca Ledinek Sernec in Teodor Štimec. Kot je poudaril Boštjan Friedrich, bodo na letošnjem mitingu nastopili številni vrhunski atleti in atletinje.
Memorial Marjana Štimca v suvanju krogle bo letos spet ena poslastica. Imamo 3 najkvalitetnejše suvalce krogle, ki so na tem območju in bomo imeli eno prvenstvo bivše države, kdo je najboljši trenutno. Se pravi, evropski prvak aktualni iz Mintna, Filip Mihajlović bo nastopil, ki ima osebni rekord 21:94 in tudi rekorder našega mitinga z 21:84. Potem vice prvak Evrope Sinančević Armin, ki ima osebni rekord 21:88 in je tudi zmagovalec zadnjih 2 izvedb mitinga, ter Mesut Pezer, odlični tekmovalec iz Bosne in Hercegovine, ki je bil tudi finalist letošnjega svetovnega dvoranskega prvenstva in je dejansko tudi finalist bil že na vseh največjih tekmovanjih, tako da osebni rekord pa ima 21:48, tukaj res lahko pričakujemo poslastico tekmovanja. Med kladiva v letos tudi zelo pestra in kvalitetna zasedba, predvsem pri moških, ker imamo finalista olimpijskih iger iz Rija, Katarca, Ašrafa, ki ima osebni rekord 78:19, potem Alan Volski, Brazilec za 75:22, najboljši Hrvat Gregorič Matija za 74:90 in pa še Egipčan Ahmed Tarek za 72:59, tako da tu tudi zelo kvalitetna zasedba in pričakujemo krepko preko 70 metrov mete. Pri ženskah pa je nesporna favoritinja, lanska zmagovalka in pa tudi rekorderka mitinga ter finalistka olimpijskih iger iz Maria Rodriguez Rosa iz Venezuele, ki ima osebni rekord 73:64. Tako da lahko rečemo, da smo v vseh teh memorialnih disciplinah v narekovajih priskrbeli odlične zasedbe in da bodo na takšnem nivoju, kot si tudi te discipline zaslužijo. Samo če se malo dotaknem še ostalih najboljših tekmovalcev, ki so trenutno prijavljeni, moram poudariti, da so prijave do jutri, do 12. ure, tako da po izkušnjah iz minulih let smo vedno imeli tudi v zadnjem dnevu še kar nekaj teh prijav, tudi dnevnih prijav in se pravi, to še ni zaključeno. Imate v svojih materialih tudi na koncu navedene te najboljše atlete, tako da vam bo lahko v pomoč. Pri 100 metrov bo zelo zanimiva konkurenca, odlična. Tukaj bo seveda naš Čorin Anej Praprotnik, eden izmed glavnih favoritov, ki je že letos tekel 10:16 z nekoliko primočnim vetrom, bo pa imel seveda odlično konkurenco v Južnoafričanu, Mlengi, ki ima osebni rekord 10:15 in tukaj lahko pričakujemo res eno odlično tekmo. Bodo pa nastopili tudi šprinterji iz Ugande, najboljši vsi ostali slovenski šprinterji, skratka kar nekaj atletov je, ki imajo osebne rekorde krepko po 10:50 in bomo imeli kar eno tako pisano in kvalitetno disciplino. Pri ženskah je prva favoritinja Srbkinja Tirnanič z rezultatom 11:35 in pa potem so tudi zanimive države Svazi, Južna Afrika, v glavnem naše najboljše šprinterke bodo imeli tukaj odlično konkurenco in da v ugodnih razmerah lahko dosežejo tudi zelo dobre rezultate. 400 metrov pri moških bo ena od tudi osrednjih disciplin. Že to soboto sta v Kranju odlično nastopila Ferlan Rok in pa Luka Janežič, ki se vrača po težki poškodbi, tako da konkurenca bo tudi mednarodna zelo dobra. In upamo, da se tukaj spustijo tudi pod 45:50, kar bi bil res odličen rezultat in pa tudi krepko izboljšan rekord mitinga. 800 metrov pri moški prav tako zelo zanimiva disciplina. Vuković Jan in Markel Rok sta odlično pripravljena, oba lovita normo, tudi ne samo za evropsko, ampak tudi olimpijske igre. Bosta pa imela narekovalca tempa našega rekorderja Rudolfa Žana, ki je letos prav tako odlično pripravljen in bi morda tudi lahko konkuriral za zmago na tem mitingu, ampak je dogovor bil drugačen, da bo pomagal njima do odličnega rezultata in upamo na tudi zelo dobre rezultate v tej disciplini. Prav tako bo pa tudi tekel na 800 metrov pri ženskah zelo močna konkurenca. Zvuković Nino, Ferenc Ano iz Mađarske,
pa Sadek Veroniko, upamo tudi še na prijavo Smonkarja Erneje, tako da tukaj tudi lahko nadejamo zelo, zelo dobrih rezultatov. Dalina moška, no, tukaj to še moram poudariti, tukaj je že tradicionalno tudi zelo močna disciplina na našem mitingu, tudi rekord mitinga govori o tem, da so rezultati bili vedno zelo, zelo dobri. Letos bo prvo ime evropski prvak dvoranski iz Beograda, Izmir Smajler iz Albanije, ki ima osebni rekord 8:11. Nažalost ne bo naših prijateljev iz Hrvaške, ki imajo pomembno izbirno tekmo ravno na ta dan. Bo pa drugače v Dalini še zelo, zelo kvalitetna konkurenca. Imeli bomo kar 6 tekmovalcev z osebnimi rekordi preko 67, kar pomeni, da lahko pričakujemo zelo lepo tekmo. V tej disciplini žal letos ne bo nastopil Nino Celec, domačin, ki okreva po operaciji kolena. Nino je že sicer v pogonu, ampak seveda takšna poškodba zahteva svoj čas in upamo, da se bo v naslednjem letu ponovno vrnil na steze, kar je tudi njegova želja. Bomo pa v tej disciplini vsekakor imeli tudi Bistričani svojega mladega tekmovalca, Modrijančič Klemna, ki je letos že otvoril sezono zelo dobro in njegova želja je, da izpolni normo za svetovno mladinsko prvenstvo. Sicer norma je visoka, 7,56, ne bo lahko, ampak v nekem idealnih pogojih in idealno izvedenem skoku je tudi to dosegljivo. Trosok moški bo tudi zanimiv. Imamo tukaj peljado Italijanov in pa Mađarov, kar 4 tekmovalci z osebnimi rekordi preko 16:20 pa vse do 16:60, kar je tudi precej več od rekorda mitinga in tukaj vsekakor si obetamo novega izboljšave tega rezultata.